Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Nadzorujemo našo utemeljeno izbiro in vsa dejanja, ki so odvisna od te moralne volje. Tisto, kar ni pod našim nadzorom, so telo, naše premoženje, starši, bratje in sestre, otroci ali država, karkoli, s čimer bi se lahko povezali. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktetova misel je preprosta, a globoka. Poudarja, da lahko nadziramo le svoje odločitve in dejanja, ki izhajajo iz naše moralne volje. Telo, premoženje, družina, domovina, to so stvari, ki so izven našega nadzora. Poglejmo, kako lahko to filozofijo uporabimo v našem vsakdanjem življenju. Morda ste zelo navezani na svoj avtomobil. Skrbite zanj, ga redno servisirate, se trudite, da bi bil vedno v najboljšem stanju. Toda nekega dne, ko ste na parkirišču, nekdo z avtom udari v vašega in pusti prasko. Ali lahko nadzorujete to situacijo? Nikakor. Ali lahko nadzorujete svojo reakcijo na to situacijo? Da. To je tisto, kar Epiktet želi poudariti. Ali pa pomislite na svoje otroke. Vzgojili ste jih, jim dali vse, kar ste imeli, in jih usmerjali, kolikor ste lahko. Toda ko odrastejo, se odločijo za svojo pot, ki morda ni tista, ki ste si jo zamislili za njih. Ali lahko nadzorujete njihove odločitve? Nikakor. Ali lahko nadzorujete svojo reakcijo na njihove odločitve? Da. Naše telo, naše premoženje, naša družina, naša domovina, vse to so stvari, ki jih ne moremo popolnoma nadzorovati. Toda naša moralna volja, naše odločitve, naša dejanja, to je nekaj, kar lahko nadzorujemo. In to je tisto, na kar se moramo osredotočiti. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu, in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.